V gričevnati kozjanski pokrajini, posuti z manjšimi odročnimi kmetijami, je samevala propadajoča domačija. Sprva je bila tako zaraščena, da same hiše zaradi nepreglednega grmovja sploh ni bilo videti. Vendar so bodoči lastniki znali pogledati drugače in so za neprehodnim trnjem videli njeno lepšo prihodnost. V naselju Križe, nedaleč od obnovljenega gradu Podsreda, so lastniki nekdanji ruševini podarili novo dušo. Prek trnja do zvezd pa bi lahko bila glavna misel, ki je te lastnike vodila, da so prišli do tele lepotice. Helena, tukaj zagotovo najdete en svoj mir, ena zdravila za dušo. Pa me zanima, kako vas je vodila pot do tele domačije na Golem vrhu? Jeseni, ko smo z družino nabirali kostanj, smo šli še po stezici, ki se je seveda vila tako v pobočju, veliko manjša pot je bila kot danes. In smo šli za tem kostanjem in vstopili na to jaso in nam je bila takoj zelo všeč in predvsem smo opazili, da je precej zaraščena, ampak kljub vsemu gozdna jasa. Ne vem, če smo prvič videli tudi hišo. Nekako je nimam v spominu. Dejstvo pa je, da je bilo to vse zaraščeno. No, skratka, tako smo našli to domačijo. Kako ste se potem lotili dela? Kaj je bilo treba verjetno najprej sploh počistiti? Kako? Ja, najprej smo seveda našli lastnike in jih vprašali, če so pripravljeni to parcelo prodati, ker nam je bila res všeč in vedno znova smo se vračali tista prva leta sem in potem je prišlo do tega, da smo to lahko kupili. No in potem smo se pa res lotili najprej čiščenja in to je potekalo prva leta, tako da smo v tem času, ko smo to počasi izsekavali, nismo želeli nobene kemije uporabiti za zatiranje plevela in smo to vse ročno počeli. Čakajte, nekaj let ste samo čistili? Ja, prva leta, 2-3 smo zagotovo samo čistili. To smo pač sami počeli v družini in smo tako spoznavali ta prostor. S tem smo spoznavali tudi neke te bioritme, ki jih ima neka mikrolokacija. Kako sonce prihaja, kako zahaja, kje je poleti, kje je po zimi, kako grejo sence. Skratka, vse, kar je potrebno, da potem nekako lažje vzpostaviš en model, kako želiš preživljati čas na tem prostoru. No, potem smo pa stopili v kontakt z Živo in Matjažem in ju zaprosili, če bi bila pripravljena sodelovati pri oživljanju te lokacije. Živa in Matjaž Dev, tale hiša res deluje avtentično, kot da je tukaj že stoletja. Izžareva pristni duh tradicije, zato me zanima, kako najti pravi recept za tako uspešno prenovo. Najprej moram razložiti, da se bomo prav razumeli, da je prenova, beseda prenova tle razumljena v tistem najširšem pomenu, ker so vsi objekti novi, načrtoval jih je Matjaž, ampak gre za oživitev domačije. S tem se ohranja poselitveni vzorec naselja Križe in tudi širšega kozjanskega parka. Ne gre za prenovo posameznih domačij, ampak za prenovo celotne poselitvenega vzorca tukaj. Človeštvo sedanjosti pravimo, da lahko dobro razumemo, če premišljeno, dosledno analiziramo preteklost. In spomnila sem se, kako je ameriški arhitekt odgovoril na vprašanje, kakšna naj bo nova sodobna hiša, ki jo mora postaviti v že obstoječe kakovostno grajeno okolje. In ta arhitekt je odgovoril, preglej stare hiše, tudi tiste v muzejih, preštudiraj, iz kakšnega materiala so narejene, kako so narejene in zakaj so tako narejene. V vseh teh odgovorih se namreč zrcalijo tradicionalna znanja, ki jim jaz popolnoma zaupam. Profesorica Živa Dev se je s hišo na Golem vrhu srečala že kot mentorica skupini študentov Fakultete za arhitekturo v okviru mednarodnega projekta evidentiranja kmečke stavbne dediščine na Kozjanskem. Matjaž, vi kot arhitekt ste pa v kakšnem stanju tole hišo prvič videli? Ko so sedanji lastniki to hišo kupili, smo prišli na ogled, da tako rečem. No in hiša je bila seveda taka mal bogica, hiša mal degradirana, delno zrušena. Čeprav so bile neke osnovne ideje, da bi se mogoče lotili prenove, sam potem se je izkazalo, da je hiša preveč prizadeta. In potem je padla odločitev, da se ruši in da se seveda skoraj enak gabarit, za razliko, da je ta zdaj podkletena, stara hiša ni bila
ohraniti pozicijo, smer slemena in v glavnem tudi gabarite tega objekta. Oživitev domačije je bila načrtovana do najmanjše podrobnosti. Dobra komunikacija med naročniki in arhitektom pa je pripeljala do edinstvenih rešitev. Seveda so bili pa tle še določeni izzivi. Enega sem sprožil jaz, da smo našli pri izkopu ogromne komade kamna, skale pravzaprav. In je bila moja ideja, da bi poskusili te skale razrezati in vgraditi v objekt in okolico. Testiranja kamna so pokazala, da je kamen uporaben in smo se to odločili, investitorji so to potrdili. Zelo težko našli kamnoseka, ki je bil pripravljen to razrezati in obdelati, ampak danes imamo stopnišča, police, tlake, zunanjost. Pa je bil pa še en izziv, ki me je zelo presenetil. Investitor, gospod Rožman, je rekel, da bi moral leseno raztegljivo omaro. In s to raztegljivo omaro in z predelno steno izvlečno lahko nekako oblikujemo prostor, da ga združimo s spalnim delom ali pa to ločimo, dosežemo neke intime in podobno. Ta raztegljiva omara se mi zdi nekaj, kar bi bilo vredno patentirati, čim prej zaščitite. Ker je... Ja, pol ne smemo objaviti, tudi daje še. Ste pa oblikovali tudi vso notranjo opremo. Kakšne so bile tukaj smernice? Tle not je nabor pohištvenih elementov, ki so bili tipični v kmečki hiši. Kotna klop, velika miza, neke odlagalne površine, velika peč za klopjo, sušilne naprave nad pečjo. Študijski prostor na koncu pritličja je opremljen s pohištvom z konca 19. stoletja in se ogreva z večjim gašperjem. Sicer pa se v hladnem obdobju, ko je treba vzdrževati konstantno temperaturo v prostorih, tudi takrat, ko nikogar ni doma, hiša ogreva prek zemeljskega kolektorja. Očarljiv je celotni sestav objektov na domačiji. Kjer je nekoč stal kozolec, je danes kašča s prostorom za orodje in avtomobile. Tam, kjer je prej stal hlev, pa je nastala vabljiva letna kuhinja z novim zidom iz kamnov stare ruševine. Nismo delali celega objekta, ampak smo za zgornji del pa potem porabili to, kar je ostalo lesa od stare hiše, tako da nismo zavrgli teh dragocenih elementov, ki imajo, tako bom rekla, veliko sporočil tudi zaradi letnice, ki je v tramu vtesana, pa potem teh obeh okrasov, ki smo jih potem še naknadno uporabljali na drugih aplikacijah, ja, ki se uporabljajo na domačiji. Skratka, tako smo potem dograjevali. Čisto na koncu smo potem ugotovili, da imamo precej tega na domačiji, nimamo pa kam spraviti drva in je tako nastala potem še drvarnica in s tem je nastal cel ansambl objektov, tako kot je dejansko na domačiji nekoč tudi bilo. Kaj mislite, kaj je tisto, kar bi moralo človeka nagovoriti, da bi šel obnavljati staro stavbno dediščino? Zakaj iti raje včasih na deželo, na podeželje, namesto v urbana središča? Torej, prva stvar, ki manjka Slovencem, je samozavest, ne? Ker nekateri pravijo, vse to je revščina, vse to ni nič, vse to je staro. Druga stvar je srčnost, da imaš res odnos do tega objekta in pa seveda pogum. Pa še nekaj. Izobraževanje in zavest, da je to vredno. No, še to.